Vas zanima, zakaj je ta stol ob meni prazen? Vas zanima, zakaj sta stola ob meni prazna? Vas zanima, kaj predstavlja prazen stol zraven mene? Tukaj z mano bi danes morala sedeti moja najdražja oče in mama. Na tem stolu bi moral sedeti moj oči, danes ga pa ni tu, ker je umrl v prometni nesreči. Zraven mene mora stati prijatelj, ki je umrl v prometni nesreči. Zraven mene bi mogel sedeti brat Miha. Tukaj ga ni, ker je izgubil življenje v prometni nesreči zaradi prevelike hitrosti. Na teh dveh stolih bi mogla sedeti moja dva otroka, Mija in Nik. Danes ju ni ob meni zato, ker sta pred skoraj 5 leti umrla v prometni nesreči. Prejšnja verzija mojega očeta pred prometno nesrečo. Do prometne nesreče je prišlo zaradi prevoženja sredinske črte in neprilagojene hitrosti, zaradi česar je prišlo do čelnega trčenja. Povzročil je v bistvu prometno nesrečo mlad voznik, precenil svoje sposobnosti, naredil stavo, da bo vozil 130 v naselju, kjer je pač omejitev 50, izgubil nadzor nad vozilom in v bistvu zbil mojega očeta, ki je bil parkiran takrat še na parkirišču z motorjem. Jaz se spomnim, ne pravi, da pri hitrosti in alkohol da je prisoten, jaz spomnim se pa čisto nič. Ena najhujših posledic prometne nesreče je ravno praznina, ki jo pusti odhod najbližjih in pa seveda bolečina, ki jo ne more izbrisati nihče. Absolutno. To je taka izguba, prinese praznino, ki jo nihče in nič na svetu ne more zapolniti. Nikoli. Voznikom, ki vozijo prehitro in ne upoštevajo predpisov, bi svetovala, naj se soočijo z žrtvami prometnih nesreč, s svojci, ki so izgubili svoje najdražje v nesrečah. Naj vidijo, kakšne grozljive posledice ima lahko prehitra vožnja, nepremišljen trenutek in koliko življenj je uničenih za vedno. Ko gre za volan, ne gre z glavo, da za volan, ne pa iz svoje objestnosti, tako kot jaz, pa še marsikaj. Predvsem to zavedanje, da nobena minuta, ko prej pridemo nekam, ne more povrniti življenja, ki se lahko v tej minuti konča.